Tegobe, prepreke, zahtevana znanja in izkušnje. Le kdo izmed nas se še ni srečal ali pa se v kratkem bo s tovrstnimi vzorci. Ker se zavedamo, kako pomembna življenjska prelomnica je iskanje svoje prve zaposlitve, smo se v sklopu študentske arene 2012 pogovarjali z nekaj posamezniki, ki so strokovnjaki na področju zaposlovanja. Zanimalo nas je predvsem tisto uporabno znanje. Kaj moramo storiti, da bomo na trgu dela vidni, da nas bo delodajalec prepoznal pred ostalimi iskalci zaposlitve? Ne se prijavljati na vse možne zaposlitve, če ne izpolnjujejo kriterijev, če jih zadeva res ne zanima. Kar pomeni v bistvu, da mi spodbujamo že študente v času študija te proaktivnosti, pa to ni samo beseda, se pravi, že v času študija naj probajo čim več stvari, ki so recimo povezane z samim študijom, z drugimi aktivnostmi, lahko probajo kakšno prostovoljsko delo, da vidijo, kaj je tisto, kar jih res zanima in da razmišljajo o karieri in tudi že aktivno začnejo izvajati neke korake na poti v svojo lastno kariero. Čim več praktičnih delovnih izkušenj, ki so si jih pridobili tekom študija. Se pravi, zaželeno je, da v času študija, ko imajo možnost upravljati študentsko delo, poskušajo delati čim več stvari, ki bodo povezane z njihovim bodočim poklicom in ne le dela, s katerimi bodo zaslužili denar. Tako da je treba misliti že v času študija naprej. Ja, naj izpostavim oziroma poudarim, da je treba razmišljati o tem, kje se bo kdo zaposlil že na začetku študija. Ko se enkrat diplomiral, je danes prepozno. Ko zaključijo recimo prvi letnik, takrat je pa najkasneje čas tudi, da začnejo razmišljati o tem, kako bodo načrtovali kariero in kako se to lahko naredi. Ključno pri tem je, da ne obiskujejo samo študija oziroma da ne obiskujejo samo predavanj, ampak da ob študiju počnejo še kaj drugega, da so prostovoljci, da takrat, ko je priložnost, delajo preko študentskih servisov, da opravljajo prakso tam, kjer se kasneje vidijo kot pravzaprav del kolektiva, torej da mrežijo in še enkrat mrežijo. Bo že držalo, ampak nas so zanimali bolj konkretni odgovori, takšni, ki bi nam znali dejansko pomagati. Življenjepis znamo napisati vsi. Kako pa naj se na tem prenasičenem trgu dela ločimo od vseh ostalih? Vsakdo mora pri sebi vedeti, po čem se pravzaprav loči. Naj omenim recimo, da danes vsaj na družboslovnem področju dobivajo delodajalci po 200 prošenj in več. In zdaj, zakaj je nekdo boljši od drugega, to mora presoditi sam. Ampak pri tem je zelo pomembno, da ima seveda, da ga loči. Če je nekdo diplomiral, to ne pomeni, da je boljši od drugega. Zaradi tega, da je diplomiral, mora imeti še ostala neformalna znanja, da je obiskal kakšne delavnice, da obvlada tuje jezike. Tuji jeziki so danes zelo pomembni, da pozna sebe, da ve, kaj si želi in pa, kar je najbolj pomembno, da delodajalcu pove, kaj je njegova dodana vrednost. Pomembno je, da kandidati res pokažejo, da so motivirani, da si želijo pridobiti nove znanja, da se ne prijavljajo na delovna mesta samo zato, ker potrebujejo službo, ampak želijo karierno rast skupaj s podjetjem. Direktor danes vidi, če sem zelo direkten, 20 000 evrov minusa, ko se kandidat sede za stol na zaposlitvenem razgovoru. In kako ga bo prepričal na ta način, da mu bo povedal, kako lahko on poveča donosnost podjetja, uspešnost, prepoznavnost, skratka, kako je on dodana vrednost za podjetje, v katerem se zaposluje. Kandidat kot celota, ne samo znanje, ne samo izkušnje, ampak kandidat kot celota, kot osebnost, kot skupek vseh njegovih značilnosti. Če za konec torej ponovimo vse povedano. O zaposlitvi, podjetništvu ali kakršnikoli drugi obliki dela je torej potrebno razmišljati že zelo zgodaj. Po opravljeni diplomi je to že malce pozno. Kandidat naj se v svojem življenjepisu predstavi kot osebnost, ne kot generična mašina, ki išče delo. Delodajalcu pokažimo, da bomo podjetje obogatili, nadgradili in da smo zanje investicija in ne strošek. Pokažimo, da smo srčni in predani. Srčnosti in predanosti, vseeno pa vam najbolj želimo dobre in hitro najdene prve zaposlitve.